Zdaj mogoče toliko začetek z moje strani, bodo pa več o konkretnih reformah Janševe vlade povedali gostje, tako da mogoče kar začel na moji skrajni desni z doktorjem Markom Marinčičem, ki bo predstavil varčevalne ukrepe in pa njihov vpliv na javni sektor. Ja, hvala. Moram najprej ponoviti to, kar sem že rekel, ko ne povabim na to okroglo mizo od mene. Ne pričakujte nobene improvizirane makroekonomske analize, kaj šele makroekonomske vizije, ker si tega, če posebej v prisotnosti spoštovanega kolega ne bi drznil niti poskusiti. Govoril bom v neposrednih učinkih varčevalnih ukrepov in eksemplarično o neposrednih učinkih varčevalnih ukrepov na tistem področju, ki ga pač malo bolje poznam, in to je visoko šolstvo. Najprej bi uvodoma povedal, da včasih malo pozabljamo, da se razkroj sistema javnih storitev v naši državi ni začel jeseni leta 2011. Jeseni leta 2011 je Janševa vlada počasi začela nadaljevati tam, kjer je Pahorjeva končala. Ta proces je kontinuiran, je vztrajan in se ne pusti motiti menjavam političnih garnitur. Vse, kar se občasno zgodi, je takšen poskus optimizacije razkroja, če uporabim ta popularen izraz. Občasno pride kakšen poskus, da bi politika dala temu spontanemu procesu kakšen zunanji pospešek. In tukaj bi se bilo mogoče zanimivo vprašati, zakaj je toliko zapovrstnih poskusov politike, da bi procesu notranjega razkroja javnih storitev tak pospešek dala propadlo. Teater predstavniške demokracije zelo učinkovito briše zgodovinski spomin. Zato bi spomnil samo na zadnji dve neuspeli epizodi. Zadnja dva poskusa frontalnega sistemskega napada na sistem javnih storitev, kolikor še obstaja kot sistem. Predzadnji poskus, Damjanov načrt neoliberalnih reform leta 2006, je ostal v fazi manifesta. Poleg tega ne vemo, kako točno bi ta reformni program sploh posegel v javne službe. Veliko jasnejše konture ima zadnji poskus, in to je zakon o izvajanju dejavnosti splošnega pomena, ki je leta 2011 nastal pod Pahorjevo vlado, ki si je, naj spomnim, pridobil podporo velikega dela sindikatov v javnem sektorju in je že prestal prvo parlamentarno obravnavo, nato je pa sredi procedure v nepojasnenih okoliščinah izginil. Kaj je izginotje referendumskih podpisov v primerjavi z izginotjem zakona, ki bi verjetno v zelo kratkem času zelo spremenil podobo te države. Ne vemo, kaj se je takrat zgodilo. Malo sem brskal, ampak verjetno je šlo za politično potezo. In če bi si od blizu ogledali neuspeh teh etapnih preskokov, teh etapnih poskusov frontalnega napada na ta sistem, so bili za neuspeh v zelo majhni meri zaslužni sami javni uslužbenci, ker javni uslužbenci pač sistem javnih storitev dojemajo predvsem kot sektor, ne kot sistem javnih služb, sistem javnih storitev, ampak kot rentniško bazo zaposlitev in ga čisto iz preživetvenih razlogov ta sistem od znotraj izsesavajo. Javni uslužbenci niso paraziti gospodarstva, če že so svoj lasten parazit. Rebalans proračuna leta 2012, letos spomladi, se je iztekel, kot vemo, s stavkovnim sporazumom klasičnega tipa,
z solidarnostnim znižanjem plač. Ampak na nekaj interesnih točkah, in taki interesni točki sta zlasti RTV in univerza, je vlada finančni pritisk že letos stopnjevala nekoliko bolj kot pa drugod. In mislim, da je ta dva konkretna sistema, ki sta del javnih služb, RTV in univerza, vredno si malo bolj odblizu pogledati. Tukaj so se zdaj v zadnjih mesecih že razgalile v zelo grobi obliki nekatere preživetvene strategije, ki se utegnejo ob novih rezih, ki so predvideni za leto 2013 razširiti po celotnem javnem sektorju. Tukaj že na ta trenutek zelo na preizkušnji solidarnost, že se delajo kadrovski načrti, odpuščanja se že dogajajo in to brez kakršnega koli socialnega dialoga. Moram tukaj, ker pač sindikat, v katerem deluje, je član konfederacije Pergam, vseeno eno stvar povedati. Jaz mislim, da je treba zelo resno vzeti eno tveganje jutrišnjih protestov. Mislim, da obstaja velika nevarnost, da bi vlada poskušala te proteste razumeti kot nemočen protest proti nekim že izvršenim enostranskim potezam in uporabiti te proteste kot špansko steno za eno dogajanje, ki se že odvija in ki bi ga bilo verjetno treba blokirati z konkretnimi dejanji. Ob sprejemanju proračuna, če ni že prepozno. Zdaj, če se za par trenutkov ustavim pri univerzi, govoril bom pa o nekaterih ekscesnih pojavih v visokem šolstvu, ki jih je mogoče po analogiji verjetno prenesti tudi na številna druga področja javnih služb. Govoril bom o tem, da se ta proces komercializacije in privatizacije znotraj javnih univerz že zelo dolgo odvija in da univerza tukaj še zdaleč ni brezmadežna in da je njena kredibilnost, ko se javno zoperstavlja komercializaciji in privatizaciji, koncesijam in šolninam, velikokrat vprašljiva. Konkretni primeri so pa seveda povezani z sistemom financiranja, ki pač ni urejen skladno z ustavo. Univerza je verjetno edino področje, kjer vlada neka popolna zakonska praznina. Zdaj, 58. člen ustave zahteva od državnega zbora, od države, da z zakonom določi financiranje tako enih državnih univerz, s čimer je jasno mišljeno tudi, da bi država definirala obseg in obliko izvajanja javne službe na teh državnih univerzah. Ker ta reč ni urejena, so se že v preteklosti na veliko širile plačljive oblike študija. Doktorski študij se že od nekdaj izvaja kot izredni študij, se pravi samoplačniško. Vemo tudi, da so univerze v tistih letih, ko je bilo financiranje študija v celoti odvisno od števila študentov in števila
diplomantov sistematično omejevale upisna mesta na rednem študiju, sistematično širile samoplačniški izredni študij. Univerze so na Ustavnem sodišču celo dosegle ohranitev pravice do tega samoplačniškega izrednega študija kot dodatnega finančnega vira. Ustavno sodišče namreč ugotovilo, da izvajanje tega samoplačniškega izrednega študija v okviru javne službe ni ustavno sporno, ker država financiranja univerz ni uredila z zakonom, kot to terja ustava. Kaj se je zgodilo? Ustavno sodišče je postavilo skrajni rok, februar 2012, ko bi moral državni zbor končno sprejeti zakon o financiranju državnih univerz, ampak vse do danes se ni zgodilo nič. Država je sprejem tega zakona odložila, medtem je sicer izredni študij upadal, ampak se z prihajajočimi rezi v proračunu spet vrača, kot bi rekel, preizkušena formula sodelovanja države in univerze pri notranji komercializaciji, se pravi pri komercializaciji študija na državnih univerzah in krčenju neprofitne javne službe. Drugi tak simptom tega sodelovanja, tega tihega sodelovanja so načrti vodstvu univerz in fakultet o ukinjanju številnih študijskih programov po kriteriju števila študentov. Ukinjanja tistih študijskih programov, ki ob skorajšnji uvedbi šolnin ne bi prinašali dovolj dobička. Financiranje ta trenutek ni odvisno od števila študentov. To se pravi, edini argument za take posege je lahko sporazumno pristajanje na prihajajoče šolnine. Tretji tak primer nenačelnega sodelovanja med javnimi univerzami in državo je pa zelo konkreten. Država sofinancira podiplomski oziroma doktorski študij iz evropskih skladov. To je tako imenovana inovativna skema za sofinanciranje doktorskega študija, ki v bistvu narekuje že v razpisnem besedilu samoplačniški soprispevek. To je polovico po eni od teh skem študent dobi od države, polovico mora plačati sam z univerzo, na kateri študira, potem sklene neko pogodbo o izobraževanju, ki jasno vključuje tudi določila o višini šolnine. Zdaj, pod vplivom te skeme se samoplačništvo vedno bolj širi tudi na redno in pogodbeno zaposlene na sami univerzi. V primeru pogodbeno zaposlenih to zgleda takole, da delavec za šolnino na javni ustanovi, na kateri sam poučuje, plača v nekaterih primerih znesek, ki dvakrat presega honorar. Poučuje 6 do 8 ur honorarno, zato dobi neko pravzaprav ušivo nagrado. Država, svoja univerza ga upiše na doktorski študij, ampak od njega zahteva plačilo te storitve. Kar v bistvu pomeni, da univerza niti ne verjame več v celoti, v učinke, v smislu svoje osnovne dejavnosti, svoje izobraževalne dejavnosti. Zdaj, primer honorarnega pogodbenega sodelavca, ki dobi za 6 ur ali pa 8 ur dela kakšnih 1500-2000 evrov na leto, ki plača v primeru, da dobi to državno subvencijo iz evropskih skladov 1500 evrov šolnine, če pa ne dobi te subvencije, mora plačati šolnino v celoti sam, to je pa 3000 evrov in to je dvakrat toliko, koliko znaša njegov honorar. Tukaj pa zgodba še ni končana, kajti ta isti posameznik mora
zato da sploh lahko opravlja pedagoško delo, pridobiti habilitacijo, ki jo mora univerzi plačati. To se pravi, v kakšnem primeru bo tak nesrečnik, ki živi od obljube, da ga bo nekoč vzeli redno v službo, subvencionira univerzo s par tisoč evri na leto. No in še en tak pojav, ki zmanjšuje kredibilnost teh naših javnih univerz. Seveda, znotraj javnih univerz se zdaj že dogaja nek proces, ki se ga z eufemizmom imenuje optimizacija programov, gre pa za v praksi za odpuščanja najprej jasno pogodbenih sodelavcev, tistih, ki so zaposleni za določen čas, kmalu bojo prišli pa na vrsto zaposleni za določen čas, če imajo to smolo, da delujejo na kakšnih bolj nekonjunkturnih programih. Zanimivo je, ne, da so redno zaposleni, ki imajo znotraj teh institucij trdnejši položaj, pripravljeni taktično zategovati pasove. Zategniti taktično tudi svoje lastne pasove, prevzeti večje obremenitve in zato mimogrede tudi ni velikega nasprotovanja s strani univerz v tisti točki sprememb zakona o visokem šolstvu, ko hoče zakonodajalec dati rektorjem proste roke pri večanju neposrednih pedagoških obremenitev. Tukaj ni izrazitega nasprotovanja, zato ker je na delu preživetveni nagon. Večina teh bolje situiranih delavcev na univerzi je pripravljena prevzeti dodatne obremenitve, zato da ohrani delo. Jaz mislim, da je bilo univerzo uporabno vzeti kot študijski primer tega, kar se dogaja pod vplivom finančnih pritiskov. To je študijski primer nekega spontanega krčenja javne službe, študijski primer nenadzorovane komercializacije, ki je toliko bolj učinkovita ravno zaradi ustavno zagotovljene avtonomije. In točno ta tip avtonomije država zdaj neformalno podarja tudi drugim javnim zavodom. Rektorji naj se obnašajo, kot se obnaša vsak krizni menedžer, to so besede ministra Žige Turka. V primeru univerze je seveda to mogoče celo opreti na neko določeno interpretacijo univerzitetne avtonomije, ampak podobni procesi se hočejo dogajati tudi v vseh drugih delih javnega sektorja, ki se mu utegne zgoditi, da bo v kratkem pred našimi očmi razpadel. Zanašajoč se na rentniški preživetveni nagon vrhnih plasti javnih uslužbencev, država z javnimi zavodi sklepa nenačelno kupčijo. Manj denarja, ampak več avtonomije, več fleksibilnosti pri upravljanju z zaposlenimi in pri pridobivanju tržnih virov. Z notranjo komercializacijo javnih zavodov v obliki javno-zasebnih partnerstv, z redistribucijo proračunskih virov od javnih izvajalcev koncesijskim, z vsem tem bi lahko meja med javnim in zasebnim postopoma popolnoma izginil. Varčevanje, krizni menedžment, optimizacija, kar je še teh eufemističnih izrazov za redistribucijo javnih dobrin, verjetno je odgovor na to, namesto povečane avtonomije, nekaj čisto drugega. Treba bi se bilo lotiti zakonske ureditve neprofitnih javnih služb. In tukaj nam lahko univerza služi kot študijski zgled.
Manjkajoča sredstva za javne storitve, vprašanje, če teh sredstev dejansko ni. Tukaj je primer visokega šolstva spet indikativen. V proračunu za visoko šolstvo je letos država predvidela za 2013 45 milijonov evrov več denarja, kot ga je bilo pa ob rebalansu za leto 2012. Če temu prištejemo še negativno prioriteto minus 8% za univerze, potem se lahko samo vprašamo, kaj je v tej umestni coni. Kam bo šlo teh približno 60 do 70 milijonov evrov. Odgovora na to vprašanje zaenkrat od ministrstva še nismo dobili. Zdaj, definirani sta dve točki. Definiran je proračun za visoko šolstvo, definirana je negativna prioriteta minus 8% za univerze. To je vse, kar imamo ta trenutek. Prioritet znotraj tega ni nobenih. Zdaj, denar očitno je, ne? In ta denar je zlasti v evropskih verih. Država ima na razpolago vse mehanizme, da te evropske vere z razpisi sistematično usmerja v javne zavode. Toliko. Okay, najlepša hvala. Zdaj bi mogoče predal besedo doktorici Maji Breznik, da predstavi situacijo z trgom dela in pa z obetajočo se reformo. Tako kot v Markovem primeru, tudi v primeru reforme trga dela, ni od včeraj, ampak je nek dolg proces, se pravi, da moramo obravnavati v zgodovinski perspektivi. Najlažje mi je začeti, tako da se navežem na včerajšnje predavanje profesorja Peterja, ki je govoril, da v evropski togi fiskalni monetarni politiki je ostalo državam edino sredstvo, da doseže tako željeno konkurenčnost, ki seveda cilj ne tež vlade, ampak veliko vlad še prej, je zniževanje stroškov dela. In v zadnjih desetletjih, ko tudi ni od včeraj, v bistvu realna vrednost mest pada v primerjavi z profiti. To je tudi zgodba, ki je v Sloveniji že dolgo znana delavskemu razredu. Če beremo študije odličnega sociologa Miroslava Stanojeviča, so se v zgodovini zadnjih 20 let delavci že velikokrat odpovedali delu plačila, ker je slovenskemu delavcu in delavki varnost zaposlitve v bistvu najpomembnejša vrednota. In vedno, ko so se delavci odpovedali temu deležu, so zahtevali, oziroma je bilo del teh zahtev participacija v dobičku, so bili zavrnjeni. In kot vam lahko razložijo sindikalisti, v dobi zlatih krav so lastniki kapitala govorili, da niso v skupnem čovnu z delavci, ko pa prišla kriza, so jih pa takoj pozvali na odgovornost in da na krizo prevzamejo del krize tudi na sebe. Nasprotno, kot nam govorijo mednarodne inštitucije, ki jih je seveda v Sloveniji zelo šokiralo odziv ljudstva, ki je na referendumu zavrnilo reformo trga dela, mislim, da lahko rečemo, da je varstvo delovnih pravic premo sorazmerno z uspešnostjo gospodarstva, ne nasprotno. In to lahko ugotovimo na preprostih primerih, da najhujši kršitelji delovnih pravic so podjetja, s katerimi posli se zdaj ukvarja kriminalistična policija in tožilstvo, Vegrad, SCP in podobno. To, kar bi pa danes rada govorila, da je mednarodne institucije in slovenska vlada govorijo, da je slovenski trg dela preveč rigiden. Vendar, če pogledamo zakonodajno raven, morda zakonodajna raven, delovnopravna zakonodaja, res da vtis rigidnosti. Vendar je za zakonodajo zelo pomembno, da je vzpostavljen sistem, ki nadzira spoštovanje delovnopravne zakonodaje, ki je sposobna kaznovati tiste, ki ne spoštujejo in odvrača potencialne kršitelje.
Ker če tega sistema ni, potem so te delovne pravice samo na papirju. In pravzaprav to se je že leta dogaja v Sloveniji. En ekscesen primer, ki vam ga ni treba pretirano razlagati, so dejstvo, da delodajalci ne plačujejo socialnih prispevkov in zaradi česar je v pokojninski blagajni in zdravstveni blagajni velik minus. Uprava se je odzvala tako, da je delavcem dala možnost, da sami kontrolirajo, ali so njihovi prispevki plačani ali ne, in če niso morali plačati te prispevke, moral uveljavljati to pravico na sodišču. Skratka, država je pustila, da se še naprej poteka kaos na tem področju. Zanimivo pa je tudi, da delavci sami tožba na sodišču delavcev predstavlja veliko denarja in časa, ki ga mora vložiti v to. Vendar delavcu niti ni treba tega početi, ker je 192. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki pravi, da delavcu se prizna pokojnina, če so prispevki plačani ali ne. Se pravi, da se vrača celo to zadnji varnostni mehanizem, da delavci poskrbijo, da so prispevki plačani. Potem je plača, poleg socialnih prispevkov, ene takih temeljnih pravic delavca tudi plača. Na sodišču inšpektorat vam bo pogosto povedal, da so pogosti primeri, da delavci ne dobijo po 6 mesecev celo leto plačo. In poznam tudi zdaj, v teh dneh sem nekoga, ki ni dobival plače 12 mesecev, ampak je zato, da bi obdržal to mesto, bil pripravljen opravljati to delo. Pravila so taka, da mora delavec opraviti brezplačno 4 mesece dela za delodajalca, šele po tem roku se izteče postopek, po katerem lahko on da odpoved delodajalcu in je s tem upravičen do nadomestila za brezposelnost. Skratka, 4 mesece mora delavec, ki verjetno že tako na eksistenčnem minimumu čaka, da pride do tistega skromnega nadomestila za brezposelnost in do pravice, da mogoče od jamstvenega sklada dobi nadomestilo plače za to obdobje, ki ni bil plačen. Eno je pa zelo problematično tudi nemoč državne uprave, da se sooči z nekim določenim problemom, je pa posredovanje delavcev drugim uporabnikom. Podjetje lahko posreduje delavcev drugemu uporabniku le, če izpolnjuje določene pogoje in če je vpisano v register pri Ministrstvu za delo. Ko sem jaz upisala v Google iskalnik posredovanje delavcev, sem z veliko lahkoto našla 14 podjetij, ki niso napisane v ta register in na svojih spletnih straneh ponujajo luksuzno namestitev, delo in posredovanje dela v Nemčijo, Italijo, Avstrijo in podobno. Skratka, če je meni uspelo zelo kratkem času ugotoviti, da obstaja celo kup podjetij, ki tako rekoč nelegalno posredujejo delavce drugim podjetjem, zakaj državnemu aparatu tega pojava ni mogoče zaiziti. Neke take problematične pojave se vidijo tudi v aktivni politiki zaposlovanja. Je sicer majhna skupina, ampak je samo nek vrh ledene gore in to so ljudje, ki so dobili status nezaposljivih, dobivajo socialno pomoč, ki je nekaj malega na 200 evrov in te ljudje imajo možnost, da se vključijo v program socialnega vključevanja. V tem primeru te ljudje opravljajo delo, ki ima vse elemente delovnega razmerja. Imajo pravico do prostih dni na leto 20 dni, se pravi minimalni popust. Delo morajo opravljati najmanj 6, ponavadi pa 8 ur. In pri tem dobijo neko nagradico in to je bila v letu 2011 82 evrov. Država dela za ta posebni program vsako leto spremlja z študijo, ki obsega, mislim, da 300 strani in mislim, da stroški te študije znašajo večkrat pa nagrada za teh ljudi, ki so vključeni v ta program. Skratka, delovna pravna zakonodaja ne bi varovala vse ljudi, ki imajo elemente delovnega razmerja, tukaj pa država sama z aktivno politiko ruši to osnovni princip.
Država seveda zatiska oči tudi pri tako imenovanih navideznih samozaposlenih. To je bil množični primer Mercator, Viator in Vektor, avtokočenje in tako naprej, kjer so njih svoje šoferje prisilili, da odkupijo delovna sredstva, se pravi tisti stari sredstvenja, se samo zaposlijo in upravljajo naprej tisto delo, kjer so ga prej upravljali kot zaposleni, kot poslovni partnerji. To je po delovni pravni zakonodaji prepovedano, ker po drugem odstavku 11. člena govori, da tam, kjer obstajajo elementi delovnega razmerja, se ne sme sklepati civilna pogodba. Ampak ta pojav navideznih samozaposlenih je izjemno razširjen in tudi inšpektorat za delo je v enem poročilu rekel, da ko je bil inšpektor na obhodu v tovarni, da je videl 10 direktorjev, ki so v tovarniški hali, ki so upravljali en sam stroj, se pravi 10 samozaposlenih. V teh primerih morajo delavci sami uveljavljati pravico na sodišču in na sodišču vam bodo povedali za lansko leto 2011, ta pravica je zagotovljena vsem ljudem, da je bilo 4 primerov, ki so vložili tožbo. Leto se je zgodilo nek velik primer, ker je par tužnikom delavcem je uspelo na vrhovnem sodišču dobiti odločbo, da so res obstajala elementi delovnega razmerja in da morajo delodajalci v tem primeru za vsa leta nazaj tem delavcem plačati regres, socialne prispevke in tako naprej. Vendar je ta odločba šla nazaj na prvostopenjsko sodišče in bomo videli, kako bo prišel postopek naprej. Ampak skratka je neka pravica, ki je zajamčena v zakonodaji, ampak je skoraj da nemogoče doseči. Država pa zatiska oči tudi pri tistih pravih samozaposlenih, ki jim ne omogoča primernega delovnega pravnega zakonodaja in delovno-pravnega varstva in za katere so bile že napisane mnogo študije, da so diskriminirani v primerjavi z tistimi, ki imajo status delavca. Če pri samozaposlenih samo en primer, ki ga imam na voljo, primer samozaposlenih pisateljev in prevajalcev, samo plačilo za avtorsko polo je bilo leta 1951 v razmerju 1,7 minimalne plače. Se pravi, pisatelj je bil za eno avtorsko polo 1,70 minimalne plače. Leta 2011 je bilo to razmerje 0,3. Skratka, v 60 letih je padlo na petino vrednosti. Skratka, letos dobi pisatelj 1/5 minimalne plače za avtorsko polo. Za prevajalce je to še veliko nižje, je padla v bistvu že po tisti minimum, ki so ga določili v zadnji kolektivni pogodbi med založniki in samozaposlenimi in to ne bi bilo ta 0,3 razmerje. Če naredimo fleksibilne same zaposlitve, še en podatek bi pokazala, da je varstvo njihovih pravic veliko teže doseči. Zadnji podatki kažejo samo za eno obliko teh fleksibilnih oblik zaposlovanja za določen čas. V lanskem letu 2011 je delež zaposlitev za določen čas predstavljal že 30% vseh delavcev, ki delajo v delovnem razmerju. Tožb, ki jih je na sodišče bilo v lansko leto vloženih, je iz te skupine predstavljalo samo 2%. Skratka, ljudi, ki v teh oblikah iščejo pravno zaščito, so veliko manjši in so veliko bolj ovirani. Če pa ne bomo če iz te analize poskušamo še nek program izpeljati, potem bi bila prva točka zagotovo zagotoviti ne samo, da bodo te pravice pisane na papirju, ampak da bo to varstvo delovnih pravic tudi učinkovito in to skozi delovanje celotne javne uprave, od DURS-a, sodišča, inšpektorata, ministrstva za delo, zavoda za zaposlovanje, do nazadnje sodišča in tožilstva. Definitivno lahko ugotovimo, da bi bilo potrebno doseči prepoved dejavnosti poskrbovanja delavcev, ampak ne samo tistih, ki nelegalno poskrbujejo, ampak tudi agencij
ker analize kažejo, da poslanstvo, delo, ki ga ona upravljajo, je popolnoma zgrešilo namen, zaradi katerega so bile sprijete, namreč, da so to začasne oblike zaposlovanja, dogaja se pa zdaj ravno nasprotno, da to postajajo redne oblike zaposlovanja agencijsko delo. Doseči bi bilo treba tudi prepoved sklepanja civilne pogodbe, kjer so elementi delovnega razmerja, in 4. točka, določeno delovno varstvo za samozaposlene. Zdaj končamo. Najlepša hvala. Zdaj dr. Marinčič in dr. Briznikova sta predstavila v bistvu neke trende razkrajanja javnega sektorja in pa trende zniževanja standardov zaposlitve in pritiska na plače, ki se pojavljajo v Sloveniji že vsaj 20 let. S podobnimi tendencami se soočajo tudi druge vzhodnoevropske države, oziroma Slovenija je v tem smislu še nekoliko privilegirana, ker v ostalih primerljivih postsocialističnih evropskih državah so zadeve še bistveno bolj radikalne in mogoče bi na tem mestu predal besedo dr. Joachimu Bekerju, ki je specialist za vzhodnoevropske države in bo v bistvu razložil, kakšna je situacija tam in poskusil neke paralele s temi slovenskimi trendi in z stanjem vzhodnih Evropi pokazati. Dobar dan. I'm sorry for coming late with the misunderstanding how to locate you and unfortunately to speak in English as well. One is Janis Janša in the past declared that Slovakia is his model. And the model of Zurich, not of Innsbruck. So far I will start a bit with Slovakia, but in the late 1990s. Because today in Slovenia it is not only a question of austerity policies, but about reorganizing and hopefully privatizing the banking sector. In the 1990s, the Slovak and the Czech banks, still state-owned banks, incurred a significant amount of bad credits as well. In the late 1990s, in both countries, something like a banking crisis emerged. And the then Slovak government, Zuriga government, new liberal government, decided to form something like a bad bank, Konsolidačná banka. And this bank took over the bad credits, it was mainly credits. And thus the balance sheet of the banks were relieved from these bad debts. It was very significant amounts. And this was the first step towards privatizing the banking sector in Slovakia. And today, a bit less than 100% of the banking sector in Slovakia is foreign owned. Mainly Austrian banks, especially Erste Bank, which was Slovenská sporiteľňa and Raiffeisen, but as well Italian banks played a significant role in Slovakia. In Slovakia, it was not only the banking sector that was privatized, a significant part of the public infrastructure as well. The industrial sector is mainly controlled by foreign corporations. The car industry is totally disproportionate in the manufacturing sector. It provides about 40% of the exports. And it is 3 car companies which are relevant, and there is one steel company which partly provides the steel for the car industry, and that is owned by US Steel. Now, today, US Steel will sell its factory in Slovakia after the tax holidays are over, and it is unclear who will buy it. It might be ThyssenKrupp, might be a company as well. And the
actually quite unequal. The wage share in Slovakia is extremely low, and the regional disproportions are quite significant, whereas in Bratislava, unemployment is really fairly low, about 5%. In the east of the country, it's more than 20%. And the unemployment rate has almost permanently been above 10%. And in addition, about 10% of the Slovak labor force left the country, emigrated. So far, though the unemployment rate declined from 20 to about 10%, I mean, at the same time, about 10% of the labor force left the country. So that relativizes a bit the success on the labor market. In regard to the export sector, Slovakia is highly dependent on the export industry, especially in Germany. And during the crisis 2008-2009, Slovak exports declined very significantly, a bit like Slovenia. Both Eurozone countries, the impact of the crisis on the GDP was stronger than in two non-Eurozone countries, Poland and the Czech Republic. And afterwards, in the case of Slovakia, the exports have picked up, but it is mainly two car companies, especially one car company, which is responsible for that, and it's Polestar. So that I would say it's still a very vulnerable model. In the case of Slovakia, the banking sector was not very vulnerable during the crisis. But I would not say that this can be attributed to the private ownership of the banking sector, because just before the crisis, there were a lot of real estate projects being discussed and being planned in Bratislava, like in Ljubljana. But here the real estate bubble emerged earlier, already in 2004. And Slovenia joined the Eurozone a bit before, but the two might be related. And before the real estate projects in Slovakia really could get off the ground, the 2008 crisis exploded. With that, I mean, these projects were simply shelved, or most of them were simply shelved. So far, Slovakia has a luck to be late. And in other countries, we can see, for example, the Baltic countries, I mean, the excesses have been even stronger than in Slovenia. That have been the foreign exchange credits. So far, private ownership doesn't make the banking sector more stable, but of course it's a question how the banking sector is run. I mean, there's a question why the first Thatcher government did permit the banks to expand the credit so rapidly and to refinance themselves abroad. And it's of course a question of the regulation. So far, I would say the question is a qualitative question as well. How public ownership of the banking sector is being used. It's not only a quantitative question, it's a qualitative question as well. And in that regard, the question, very questionable whether this holding solution, which is proposed, is a good solution. There is doubt about that. So, now, with the 2008-2009 crisis, we can see in these countries, I believe Hungary aside, there have been different responses to the crisis. We can see that in the case of the Czech Republic, the immediate reaction to the crisis was only mild austerity. Now with the Nečas government, right-wing government, ODS, top debate, and a small other parties was founded by a private security agency and run by a private security agency. That's not a joke. I mean, they have adopted very tough austerity policies in the recent past. And they are partially taking first steps towards
privatizing the pension system, voluntary possibility to go partially into private funds, what obviously will be a burden to the budget. They have cut public expenditure, especially public investment. With that, the GDP has been affected. They have gone on the revenue side of the budget, especially for increasing the value index. And that implied that the poorer section of the population have been severely hit by the austerity. And apart from Slovenia, the Czech Republic has had a particularly bad GDP performance this year. The Czech Republic has entered recession, and that can definitely be attributed to the weak domestic demand. Even the Czech Statistical Office very clearly stated that in a recent document. Slovakia, with the Fico government, adopted very cautious expansionary policies in 2008, 2009. Then we had a switch again to the neoliberal right. Radicova government, but that did not last long. And now it is again a social democrat, but only social democrat government in Slovakia. They have, I would say, adopted something like a mild form of austerity, and they see themselves obliged to do so as being part of the Eurozone and the pressures, regulations from the Eurozone. So far, Eurozone membership limits the Slovak space for maneuver. But nevertheless, in regard to tax policies, they have opted for the opposite model to the Czech Republic. They have finished the so-called wrongly done. So that's flat tax, and they have reintroduced, and it will could be before the 1st of January, a mild form of progressive income tax again. They opted inter alia for higher taxes on high-priced real estate. So the implementation of that will be delayed because Catasta is not yet prepared for that. So, and they opted very consciously for not increasing the value of tax. And the performance of Slovakia has been clearly better than in the Czech Republic. And I would partially attribute that to the different type of tax policies. In addition, the new Slovak government has recently amended the labor law. And it has inter alia made laying off workers more expensive. Secondly, they increased the rights of these nominally self-employed workers, which are not, in many cases, not self-employed, but they have only one employer for whom they work. And at least they improved their status. But definitely there are problems of translating the law into practice, especially in this more vulnerable group of these sort of self-employed. Third case, I would at least very briefly say something about the policies in Poland. The Polish government was a neoliberal, national liberal, has been a national liberal government. They did not, they said that in 2008, 2009, they said that they might adopt austerity policies, but at the end they did not. They ran a very significant budget deficit for several years. And I think that this was one of the reasons why the Polish performance was better than in other countries. In Poland, it's more in the book. And after the PO candidate, Komorowski, was elected as president and Tusk had won the parliamentary elections, they opted for more austerity.
And now they're partially reversing that. And under pressure from the more right-wing Peace Party and visible social discontent, they are now softening the austerity measures, and especially in the field of public investment. In addition, and I think that is a very interesting point to conclude, they want to strengthen a certain public finance institution in order to distribute public credits to selective areas in the productive sphere. So what the Slovenian government will give up, the Polish government is reintroducing. So on a limited scale, but nevertheless is reintroducing. The French government has opted for the same thing. So if Jan Shah says there is no alternative, I mean, there are, though moderate, but there are real existing alternatives even in the region, and not even necessarily by left-wing governments. So that's my short comment. Najlepša hvala. Zdaj, profesor Beker je v bistvu pojasnil razlike med Slovenijo in primerljivimi državami, Poljsko, Češko in Slovaško. Zdaj, kaj so točne razlike med njimi? Slovenija je zaradi teh držav obdržala regulacijo, je obdržala neke omejitve za tuj kapital, ki so obstajale vsaj nekje v 2004, obdržala je progresivno obdavčitev prihodkov, obdržala je del podjetij v državni lasti, ključni bančni sektor v državni lasti in tako naprej. In ti ukrepi so v bistvu omogočali sorazmerno boljši položaj slovenskega delavskega razreda kot v primerljivih državah, se pravi Češki, Slovaški in na Poljskem, ampak trenutno imamo vlado, kot je profesor Beker povedal, imamo vlado, ki nam v bistvu te države predstavlja kot zgled. Zdaj na tem mestu bi jaz prepustil besedo dr. Mencingerju, ki bo pojasnil predvsem na primeru državnega holdinga, v kakšni smer gre trenutno Slovenija. No, jaz bom začel pravzaprav s krizo. In sicer me zanima zaradi tega, ker se zdi, da je krizi nekaj potrebno dodati. Po moje krizo mogoče razložiti neko mešanico marksizma in kejnezijanstva. Ker na eni strani ta delitev, ki se je začela v korist kapitala in na škodo dela, se je nekje začela v 80-ih letih. Istočasno se je selila produkcija zmeraj tja, kjer je poceni delovna sila, kot se je rekel, in pravzaprav povpraševanje je bilo začeto generirano praktično s krediti. To se pravi, po vsem svetu je bilo povpraševanje generirano v tem času s krediti. Naslednja stvar, ki je nastajala v teh 30 letih, je podvig teh finančnih produktov, novi finančni produkti, delež finančno-družbene produktov je izredno narasel. Slovenija je pa nažalost tudi sodelovala v zadnjih letih med 2005 in 2008 v teh splošnih trendih. Najbolj se to kaže ravno v nepremičninskem balonu pa v napihovanju finančnega sektorja. Ko je bila gospodarska rast sicer prevelika, ker normalna gospodarska rast, ki jo lahko dosežemo s svojimi prihranki približno 4%, je ta rast, ki se približala 7%, bila 15% generirana, oziroma 15% rast je bila gradbeništva in pa 15% rast finančnih produktov. Vse ostalo je raslo relativno normalno. Če gledamo zdaj še razvoj, potem je treba ločiti razvoj do leta 2004 pa razvoj po letu 2005. Ker veliko transformacijske depresije, ki je bila v Sloveniji relativno blaga, deloma zaradi socialnih priložnosti, ki smo jih imeli, zaradi mene razpašenost industrije po celi deželi, pol kmetje in tako naprej, kar ustvarja socialno zelo stabilno družbo. Potem je bila na nek način do leta 2004 smo imeli prevlado tako imenovanih staroekonomistov v ekonomski politiki. V čem je šlo staroekonomistov, lahko rekel, ne verjamemo v to, da v trgu se uredi,
Verjamemo to, da so potrebne neke prerazdelitve v gospodarstvu, verjamemo to, da je treba delati stvari počasi, ne pa zelo hitro, da enostavno te premiki niso tako hitri. V letu 2005 je prišlo več ali manj s tistimi reformami do preloma, ali pa rekel razmerje, kjer so prevladali mladoekonomisti oziroma staj te ideje mladoekonomisti, ki pa niso bili pravzaprav uspešni. To se pravi, da bi zelo težko tudi Janševo vlado tistega razdobja obdolžil kot neko neoliberalno vlado. Enostavno v vladi, po moje, sploh niso razlikovali med različnimi šolami, kar je povsem normalno, zakaj ti pač ministri razlikovali med različnimi šolami, kaj posamezne šole pomenijo. No, zdaj pa se vprašanje, a je Slovenija res tako različna, kot mi mislimo, da je. Razlikuje se na vsak način od vzhodnoevropskih držav in razlikuje se zaradi tega, ker za razliko od drugih Slovenija ni sprejela ideje Washingtonskega konsenzusa in je šla po neki svoji gradualistični poti. Saj pri nas nismo preprečevali tujega kapitala, ampak na nek način nismo bili za to, da se tovarne in tako naprej prodajo. In to je bilo povezano s tem, kakršno je bilo pravzaprav stanje v letu 90. Mi moramo vedeti, da smo takrat imeli čist normalen trg produktov, nekoliko nenormalen trg dela, ker je v samoupravljanju zelo jasno, da bomo imeli neko asimetrijo, ker ne moš počakati, da bi delavci sami sebe odpuščali, to se pravi že nekaj specifičnega, ima seveda nek specifičen trg kapitala, pa nekaj teži, ker zelo težko prodajaš nekaj, ker je družbena lastnina. V resnici pa ni bilo čisto tako. Tisto, kar smo mi imenovali družbena lastnina, je bila v veliki meri kolektivna lastnina. Če si bil v službi v dobrem podjetju, se koristi od dobrega podjetja, so se razpršile tudi na delavce, v dobrih podjetjih so imeli počitniški dom, pa zaradi mene vrtec, pa visoke plače in tako naprej. Se pravi, to je bila ideja te kolektivne lastnine, ki jo pa seveda pri nas na žalost v privatizaciji tega nismo upoštevali. V tistem času zelo močno poudarjal profesor Bajt, ampak to je bilo več ali manj v tisti hitrici, moramo takoj privatizirati v veliki meri zanemarjeni. Kogarkoli, jaz bi rekel, razvoj nekje do leta 2005 v Sloveniji bil dosti normalen, ne glede na to, da smo neko neumno potezo pravzaprav prek noči ustvarili 2 milijona kapitalistov, ampak teh 2 milijona kapitalistov so imeli edino željo, kako svoj proizvodno premoženje pretvoriti v potrošno premoženje, to se pravi nekaj prodati za to, da kupu avto. In to se je zaradi mene še zmeraj poznal podjetij. Namreč, da bi naredili privatizacijo tako, da se kapital prihaja podjetja, smo naredili privatizacijo takšno, da kapital iz podjetja odhaja. To je bila zaradi mene zelo velika temeljna napaka, ki se je pa poznala šele mnogo let, pozneje. No, če gledamo spet na gospodarsko krizo. Osnovni problem te gospodarske krize v svetu je, da je nastala v privatnem sektorju. Javni sektor praktično ni mu popolnoma nič opravil s krizo. Če bi znotraj Evrope lahko kakšno državo obtožili, da gre za zapravljivost javnega sektorja, bi bilo to Grčija, med drugim je 10 milijard porabila za to, da je naredila olimpiado. Samo istočasno so seveda te finančne inštitucije zapada to zelo dobrohotno financirali. No, če gremo zdaj na Slovenijo ali pa pravzaprav položaj Sloveniji. Problemi so nastali v finančnem sektorju. Med leto 2005 in 2008 so nenadoma vsi verjeli, da je 30% donosnost na kapital nekaj povsem normalnega. Ljudje so zaradi mene, tudi tisti, ki so kupili delnice v Mariborski kreditni banki, so verjeli, so si sposodili denar za to, da bo pač mu zelo velik donos, ker naslednji dan bo pa delnica 40 in tako naprej. In res, v prvem mestu je bila že 40, potem pa tisto, ki je vedeli, so to prodali, medtem ko je pač tisto premoženje, ki je nekdo kupil po 27, mislim, da zdaj delnica te iste banke 1,3 evra. Če je nekdo samo prihranke porabil, stvar v redu. Ampak veliko so se ljudje zadolževali za to, da so to kupali. Nekaj podobnega so delala podjetja. Podjetja pri nas v tem razdobju smo v hotelu vsi so hoteli postati multinacionalke in seveda so kupali takšne in drugačna podjetja po nekdanji Jugoslaviji, predvsem banke, zavarovalnice in tako naprej.
Ker pa je bilo doma depozitov premalo, so seveda še kredite so pa banke dajale z velikim veseljem, ker je bil pač pocen denar na evropskem trgu, smo se začeli sposojati ta denar v tujini. Banke so ravno tako sodelovali v tem hazardiranju, kot pa drugi ljudje. Podjetja so se na nek način postala odvisna od kreditov. To so delali posamezniki, varčevanje, ki je običajno varčevanje v depozitih, v banki, pa kjer nekoliko izgubljaš, ampak to je še varčevanje, se je začel pretvarjati zmeraj bolj v neko hazardiranje pri tej stvari, špekulacije takšne in drugačne. No, jasno, tudi nekaj podobnega so počeli tako imenovani tajkuni, ki so na nek način se potem vsak krivda zvalila na tajkune. Sam, če gledamo v resnici problem kreditov v slovenskih bankah, je teh tajkunskih kreditov približno manj kot 10%. Vse ostalo so bile pa razne tišne tiste ideje, kako bomo takrat hitro rasli in tako naprej. No, seveda, zdaj potem pridemo do tega, da smo, kot je bilo že prej rečeno, neto zadolženost Slovenije konc leta 2005 je bila nič, konc leta 2008 je bila 10 milijard. To zdaj rekel, jaz to ni tako velika številka proti druge državam. Je velika, nastala je zelo hitro. Kaj se je najbolj v bančnem sektorju zgodilo? Če smo prej imeli depozite pa kredite enake, to se pravi razmerje med krediti in depoziti je bilo ena, ker je po mojem konzervativnem mnenju dobro, to pomeni, da vse kredite jaz lahko ustvarim z domačim varčevanjem v bančnem sistemu, se je to razmerje v 3 letih dvignilo na 1,6, 60%. To je bila pa zadolžitev bank v tujini. No, nažalost je ravno ta razdobje tega pretirane rasti, pa vsega pretiranega se je začela kriza. Če ne bi toliko zapravili v tiste prejšnjem razdobju, potem pač kriza bi bila, jasno, da je Slovenija ne more preprečiti, ampak kriza bi bila saj socialno bistveno manjša, ker bi se dalo nekoliko posredovati. Tako smo pa sami v zelo neprimernem trenutku lahko rekli, se je začela kriza, ali pa bi lahko rekel, da se je kriza začela vsaj 2 leti prepozno. Ker če se 2 leti prej začela svetovna kriza, bi bili v bistveno boljšem položaju, kot pa da se je začela v letu 2008. Zdaj je Slovenija lahko reagirala. Lahko bi rekel, Pahorjeva vlada je bila precej nesprijetna. Neki predlogi so bili dani, so bili pravzaprav v celoti spregledani. Zaradi mene takrat so se pravili na to protitajkunsko gonjo. Samo s to protitajkunsko gonjo so pa v bistvu uničevali podjetja, ne pa tajkune. Tajkuni zaradi mene niso nič takega protipravnega naredili. Povsod lahko delnico zastaviš, povsod lahko vzameš kredit, pa zastaviš delnico. To je nekaj normalnega. Problem je samo, kako daleč je to šlo. No in potem smo še bolj zaustavili vse kreditiranje, kot bi bilo pa potrebno. Podsem pod političnimi gesli, ki so bila seveda zelo privlačna, pač v slabih časih je treba najti nekoga, ki je kriv in tak tajkun je seveda zelo primerna oseba za to, da je kriv. Ampak problem je, da smo začeli s tem potaplati podjetja, ker veliko kreditov so se proglasili kot slabi krediti, bi se dalo rešiti, če bi bile banke pripravljene to narediti, neko restrukturiranje kredita, ali pa včasih celo z novim kreditom, ki bi omogočil, da bi se denarni tok podjetja povečal in bi se iz tega ven izvlekel. Samo nenadoma so se bankiri povsem umaknili, nekjer več jih ne vidite in so se v bistvu obnašajo, kot da pri vsej krizi nimajo nič uprav. No, tu je treba dodati še regulatorje, in to evropske pa domače, medtem ko so bili prej zelo sproščeno, celo veljali, recimo, če vzamemo kapitalska ustreznost, razmerje med kapitalom in pa količino posojil, če se nakratko ali pa aktivo, je bila 0,4 in v tistih časih je veljal vsak za slabega bankirja, če ni izkoristil do konca te možnosti, ki mu je pač dajal regulator. V tistem hipu, ko je prišla kriza,
so regulatorji namesto, da bi popuščali to mejo dvignili na 12%. Naenkrat se je vse zelo zaostrilo. Istočasno pa ta zadolžena podjetja, kjer je pač padla proizvodna, niso več mogla vračati kreditov. To zdaj se govori o slabih kreditih, pa koliko jih je. Koliko je slabih kreditov, nihče ne ve, ker je to vsako uro pa vsak dan drugače. To se ne da zračunati. Če mi propade eno podjetje, zaprejo eno podjetje, ki je delalo z 10 ali 20 drugimi podjetji, so bila ta podjetja, so tudi imela kredite, so bili včeraj dobri krediti, ker so lahko vračala vse te kredite. Zaradi tega propada enega podjetja potem pride do tega, da je zdaj nenadoma, se vsi ti krediti postanejo slabi krediti, zaradi tega, ker pač to podjetje ne more stvari več prodajati. Se pravi, je to neka stvar, iz katere je treba v pride. No, tule pa pridemo do teh naših rešitev. Se pravi, še pred tem. Kakšne ima pravzaprav možnost Slovenija, da bistveno spremeni? Slovenija se krize ni mogla izogniti. Pri nas je kriza prišla v resnici preko realnega sektorja in če gledate gibanje bruto domačega produkta, v krizi zelo močno upade zunanja trgovina in upadejo investicije. In ker smo majhna država, zelo močno vezana na izvoz, mi še zelo posebno ker v veliki meri izvažamo sestavne dele, enostavno tega se ne da preprečiti. Se pravi, a bo se kriza nadaljevala, ali se bo sploh kdaj končala, ni odvisno od nas, odvisno od vsega tega, kaj bojo počeli v Evropi. No, v Evropi so pa sprejeli osnovno pravilo. Kriza je nastala v javnem sektorju in zato, da bomo prišli iz krize, je treba pač obijiti javni sektor. To je povsem zgrešeno. Kriza ni nastala v javnem sektorju. Veliki proračunski primanjkljaji so se v veliki meri povečali zaradi tega, ker so države morale reševati privatni bančni sektor, ker ga enostavno ne moreš potopiti, ker ne gre zdaj za reševanje bankirjev, kar se običajno smatra. Seveda bankirjev mimo grede, ampak gre za reševanje depozitov v banki, ker če bo banka rekla, če bo bankir rekel, danes pa ne morem izplačati svojega tekočega računa, potem tisto banko lahko do večera zapre in to se lahko razširi na druge banke, ker je zelo jasno, če imate depozite na drugi strani, imate kredite, teh kreditov se ne da čez noč dobiti nazaj, podobno kot so pač depoziti, ki so večinoma kratkoročni. No, to se pravi, te slabi krediti so se kopičili, pa se bodo še zmeri kopičili, dokler se ne bo povečalo povpraševanje. Ker problem je na strani povpraševanja. Kriza, ki je nastala, je kriza hiperprodukcija, ki jo je seveda še povečalo to, kar je Evropa počela s svojimi idejami v družbi znanja in podobne neumnosti, ki se lepo slišijo, ampak povsem je bilo zanemarjeno agregatno povpraševanje. Ker rečeš, imam jaz družbo znanja, to pomeni, da rečeš, jaz bom znanje izvažal, uvažal bom pa produkte iz Kitajska, ampak znanje je v Šanghaju vsaj toliko, kot ga je v Lizboni, kjer so te lizbonske strategije nastale in to je popolnoma zgrešena usmeritev Evropske unije. Pravi, Evropska unija, ki krizo obravnava kot nekakšen potres, je pri nastajanju te krize sodelovala s svojo usmeritvijo, liberalizacijo tega in priseganje na to, da bo konkurenčna na svetovnem trgu. Biti konkurenčna na svetovnem trgu, Evropa svojo socialno strukturo ne more biti. Ne moramo bi konkurirati nekomu, ki dela 6 dni na teden, 12 ur na dan, brez socialne varnosti in tako naprej. Od samega začetka je ta ideja konkurenčnosti. In danes še kar naprej slišimo, ja, mi moramo povečati konkurenčnost. Ja, če ves svet povečuje konkurenčnost, potem smo več ali manj skos na iste, da mora reči še biti. Samo še ta kriza hiperprodukcije bo večja, ker bomo zveri več proizvedli, na drugi stran pa nam imeli povpraševanja, ker če mi je znižval stroške dela, pa se pač nihče ne bo nič več kupoval. Se danes ni več problem narediti. Problem je zmeraj prodati. Če naredite novo tovarno, se nič več ne vpraša, kaj bojo kar delati, ampak koliko ljudi bojo zaposliti. To se pravi, se je ta premik v ekonomiji, jaz sploh ne razumem, kako da pač ne razumejo, da je prišlo do teh velikih premikov. No, zdaj pa, če pridem do slovenskega, spet, ja, da se javni sektor velik.
Ja, nič ni več, povsem normalno je, če je nekaj normalno, kar je v Evropi. V Evropi so zelo velike razlike med deležev javnega sektorja, od 30% v baltiških deželah, kjer se je 15% prebivalstva migrede izselilo, do 56% na Švedskem, in to se je običajno v krizi se pač te deleži nekoliko povečali, ampak to so znotraj Evrope. Slovenija v normalnih razmerah pa 43%, to je točno toliko, da je na regresijski premici, če naredim regresijsko premico iz podatkov za Evropsko unijo. Glede tega smo povsem. Tudi glede večine drugih podatkov smo povsem normalna evropska država. Tudi jaz ne razumem, zakaj kar naprej nam nekdo vsiljuje nek takšen ali drugačen model. Ja, pa smo tam najslabši, pa smo tam najslabši. Enostavno to ni res. Če pogledate veliko empiričnih podatkov, boste videli, da to ni nič. No, zdaj pa, ko bomo virišvali, tu sem jaz bilo tu 3 vprašanj, kje sem zdaj bo predolg. No, 3 vprašanj, ne. Aktualna trg dela. Pri trgu dela je problem zelo enostaven. Količina dela je določena s povpraševanjem, to se pravi z gospodarsko aktivnostjo. Karkoli delaš na tem trgu dela, tako ali drugače, pa delaš nekaj na strani ponudbe. Se pravi, ob dani količini dela samo drugače prerazdeljuješ, tega problema v resnici nisi rešil. Drugačna je prerazdelitev in ta elastičnost, fleksibilnost in tako naprej, te to nič ne pomaga, dokler ne povečaš povpraševanje po delu. Povpraševanje po delu pa lahko povečaš samo na ta način, da povečaš gospodarsko aktivnost. V sodobni družbi pa ni nikogar drugega, razen države, ki lahko poveča gospodarsko aktivnost, povpraševanje lahko poveča, ker prebivalstvo ga ne more, če ima zmeraj manj plače, investicije ga ne morajo, ker ni nobenih investicij, ker ne veš, kaj boš produciral, pa že obrestna mera nič, še zmeraj ne bo investicij, zaradi tega, ker če ne veš, kaj boš produciral, tudi ne boš investiral, in seveda potem izvoza pa uvoza ni, če ni druge gospodarske aktivnosti, to se pravi njena država. Pri nas je seveda država zelo omejena, ravno zaradi tega, ker smo zelo mejni. No, zdaj bi se pa radi rešvali iz tega krča, v katerem smo, kreditnega krča. Prvič, kreditni krč je nastal po kreditni zasvojenosti, ni nastal čez noč. In seveda ta kreditni krč se kaže zdaj v razmerju med slabimi krediti in drugimi. No, in zdaj je osnovna ideja, na eni strani naredimo slabo banko, vse slabe kredite bomo prenesli v to slabo banko in potem bojo banke začele posojati denar. Ne bodo začele posojati denarja, zaradi tega, ker ga nimajo komu posojati, če nimate povpraševanja, če nimate podjetja, ki vedo, komu bojo kaj prodala, potem boste na drugi strani še zmeraj imeli samo kreditojemalce iz obupa, se pravi, zato, ker pač je nek kredit na nek način preživi. Se pravi, te rešitve slaba banka ne bo naredila, če bojo šli slabe. Drug problem slabe banke je, da se tu združi vse skupaj, rešuješ tuje in domače banke, ker pač še vzameš slab kredit. Kredit je bil običajno narejen s sindikatom nekaj bank, in zdaj rešuješ istočasno tudi domače. Pri tej slabi banki jaz enostavno ne razumem nečesa. Finančni minister je zaradi mene čisto lepo izobražen ekonomist, ideološko je seveda pač neke ideološke priprike, ampak jaz enostavno ne razumem, kako človek ne posluša, recimo profesor Ribnikarja pa Boleta, ki sta zelo enostavno zračunala, da je reševanje na takšen način zelo drago, da bi bilo bistveno bolje reševati probleme z dokapitalizacijo, ker to je samo druga plat iste medalje. Ali vzameš kredite ven, slabe kredite ven si dokapitaliziral, ali pa dodaš nekaj kapitala, pa si spet isto stvar naredil. Ampak seveda, da je una stvar je draga, ta stvar je pa bistveno cenejša. Ampak pri nas je problem z dokapitalizacijo v tem. Dokapitalizacijo so se šle vse evropske države. Samo to se je naredili to prek noči, odločili o tem 5 ljudi. Pri nas pa eno leto razpravljamo zmeraj o dokapitalizaciji, pa kakšno je breme davkoplačevalcev in podobne stvari. In o tem razpravljajo ljudje, ki sploh se ne same zakaj gre, ampak še zmeraj pa vejo, koliko je ta prava številka in tako naprej. In to je problem te slovenske pravzaprav dokapitalizacije.
Rešitev z dokapitalizacijo jasno. Profesor Ribnikar je jasno rekel, država je kot lastnik, kjer je lastnik, pač kot lastnik ima skrb za banko in zaradi tega pač mora pač priti s to dokapitalizacijo. In v čem je prednost tega? V tem, da če ima kdo informacije o podjetjih, potem imajo to banke. In banke bi bistveno lažje reševali te probleme, ampak banke tega niso hotele početi, zato ker je najenostavnejši nič narediti, ker če boš nekaj počel, te bojo malo proglasili, da pomagaš tajkunom. In vse ta ideja slabe banke pa v veliki meri je namenjena temu, da bomo zdaj iskali, kdo je kriv. Kdo je kriv med 2005 in 2008, da je dal kakšne kredite, ampak takrat je bilo popolnoma drugače v družbi. Jaz ne trdim, da se ni nekaj dal. Samo to obtoževanje moramo ločiti od reševanja bančnega sistema, to je prva stvar. Druga stvar je pa ta zdaj državni holding. No, tu mene na nek način čudi, da minister, ki se ima za liberalca, ustvarja nekaj, kar sodi v 50 leta prejšnjega stoletja, ko smo imeli državna administrativna vodstva. Takrat smo imeli nekaj podobnega. In zdaj ustvarja spet nekaj podobnega, vse to državno lastnino podal skupaj, ampak tu imam jaz v mislih, da pravzaprav edini cilj tega državnega holdinga je razprodaja, a nobenega drugega cilja ni. Ker če drugega ne, mi že imamo tisti Auken, ta Auken je seveda že prevzela politično ta nova oblast in ni nobenega razloga, zakaj ta Auken ne bi mogel tudi po njihovih navodilih zaradi mene upravljati s podjetji. Se pravi, če ti upravljanje že imaš, če je bila to zahteva OECD, a je bila, ne, kar se napašne zahteve lahko izgovarjamo, če že to imaš, ne, potem lahko s tem delaš, zakaj moraš to razrušiti pa ustanavljati novo inštitucijo, če ni želja samo, da bi prodal. Te pa seveda, boš prodal ali ne boš prodal, ali je to čisto ideološko vprašanje ali ni ideološko vprašanje. Zelo jasno je nekaj, če boš prodal in privatiziral, potem kupcev domačih ne bo. Ker domačih kupcev trenutno nimamo, ki bi finančno sposoben karkoli kupiti. V glavnem so tisti, ki so bili finančno sposoben kupovali razna podjetja po nekdanji Jugoslaviji, tega domačih kupci ne morajo, se pravi pošedino prodal tujce. No in tu je pa ta problem, s katerim imam je že zelo dolgo upravka, se pravi tuje lastništvo, pa sem zaradi tega ne kakšen nacionalist, pa nacionalsocialist in podobne stvari. Pa moj razmišljanje je čisto enostavno. Če mi vse premoženje prodamo tujce, potem sploh ne vem, zakaj smo postali samostojni. Potem nima nobenega smisla, da se postaneš spet neka polkolonialna država, kjer je vse odločajo tujci. A je to zmeraj tako koristno, kot se zmeraj prikazuje, ker za tem stojijo vse mednarodne finančne inštitucije, je pa seveda drugo vprašanje. Jaz ne trdim, da družba, ki jo prevzame tujc, ne postane uspešnejša, bolj učinkovita. Tam treba se vprašati, v čigavu korist je ta učinkovitost, to je ta prva stvar, in ali ta privatizacija s pomočjo vključitve multinacionalkov, kar pomeni tudi neka specializacija, ne bo presegala vezi z domačim gospodarstvom. To se pravi, če je tole stališča posamezne družbe koristno, ni nujno, da je to koristno tudi stališča gospodarstva kot celote. Tako da to so moji izmeri pomisliki, zaradi katerih v vsakem primeru, ko se prodaja neke podjetja, je treba zmeraj pogledati tudi stranske učinke. Zdaj je trenutno ideja o prodaji ljubljanskih mlekar, Lactalisu. Ja, tukaj je treba malo pomisliti, kakšna je količina mleka v Evropi, ali tega mleka preveč, da je premalo. Če ga je preveč, bi seveda zelo hitro razmišljalo o prodaji, ker če se spomnite, ko smo prodali tisto cukr fabriko v Prekmurju, je bila tudi situacija, ko je bilo sladkorja v Evropi preveč, če je bilo sladkorja v Evropi poveč, je bilo treba nekaj tovarn zapreti in seveda, ko se na to se dobil neki denar, kmetje mislim, da so vse do lanskega leta dobili nek denar za to, ampak potem si to premoženje izgubil, ko si ga enkrat prodal, si ga enostavno izgubil. Ne bom trdil, zdaj so slovenski menedži izboljšal tuji. Na eni strani v bistvu tako ne. Pri nas zmeraj za vse, ki vidimo samo upravljanje, pa socializem.
Ja, pa sej kriza svetovna ni nastala zaradi samoupravljanja. Nič nimamo s tem krizo in socializma. Kriza je nastala bistveno druge. Se pravi, pri obeh imam zelo velike pomisleke, tako pri slabi banki kot pri državnem holdingu, da gre v resnici za nekaj drugega, kot pa se prikazuje za reševanje. Česar pa ne razumem je, zakaj si tega ne da nišče dopovedati, zakaj si nekaj zaletiš, pa boš to naprej pelal, tako da mi to mi ni povsem jasno, zakaj lahko to. Ne najbrž še nikoli ne bom prevzel na zakupu neko stališče, ja, da vse država hoče, ne, vlada hoče državljanom slabo. Enostavno tega način skoraj ne morem sprejeti, zakaj bi to hotela. Ne razumem pa, zakaj nič ne reši. A bo krize konc ali krize ne bo konc, ne vem, lahko je bo konc, kot jaz pravim, ko se bomo na njo privadili, ki bo nekaj postala nekaj normalnega. Znaki v Evropi so slabi, kriza se razmene povečuje. 4 leta že rešujemo Grke, pa so zdaj že na 100% v slabšem položaju, kot so bili, pa 4 leta. Ve se zakaj, vsa tista pomoč, ki se daje pri toliko milijard, sploh v Grčijo nagrebe, ker sosednemu skladu, ki je pač posodil, ker je pač Grčija namenjena za to, da se vrnejo neki dolgovi. Tako da zaenkrat nič ne kaže, da bo Evropa hvala spoznala, kaj se je dogajalo pred 80 leti in z njimi seveda mi sami pa pravzaprav ne moramo razmatrati, da se imamo takve banke in podobne stvari. Ne. Ker, kakorkoli, ne, treba je priznati, da nismo več država. Država ima namreč 4 ekonomske atribute, denar, davke, sistem pa meje. Nič od tega več nimamo, ne. To smo prav, v bistvu smo pokrajina in pokrajina prav veliko ne more narediti, posebno, če je predmejhna. Lahko bi pa seveda nekoliko drugače delali, ampak v bistvu je princip naših politikov, da že vnaprej prisegajo na vse, kar je nekdo drug rekel, ne da bi prav bi premislili. Jaz pa pravičujem, če bi malo to. Ni problema, jaz bi se na tem mestu zahvalil vsem gostom za prispevke. Ostalo nam je pa še 10 minut časa za debato, tako da v bistvu, če ima to kratka vprašanja z njimi na dan. Pa po možnosti različna mnenja, drugače nema smisla. Ali komentarji, seveda. Lahko mogoče prosim za špekulacijo, kakšna je bolj dolgoročna lahko ta kriza. Se pravi, če bo prišlo okrog leta 30 do nekih nihanj, se pravi večkratnih ponovit kriz, lahko vodi v druge sorte zaostritev, se pravi, ne vem, vojaška. Sem pač se zavedam, da gre vse skupaj sam na račun špekulacije, ampak pač zakaj ne? Ne. Kogarkoli, ki si upa. Ja, dobro, jaz bi rekel, da pravzaprav ne vemo, kaj se zgodi. Na nek način bi slejko prej pričakoval, da se bodo začeli v večji meri. Mene revolucije sicer so za mene simpatični rezultate revolucij so pa običajno precej, saj na kratek rok za mojega življenja, precej negativni. Ne? Simo, če vzamete tole arabsko revolucijo, za 20 let so si še bolj poslabšali življenje, kot so ga pa za tretjo revolucijo. Zdaj, ja se da na podoben način rešiti, kot je Keynes rešil, Keynes je zaslužen za tisto prvo reševanje. In značilno, da je bil on po prvi svetovni vojni že v komisiji za tiste reparacije. In on je bil človek, ki je nasprotoval temu, da Nemci plačajo reparacije, ker to pač je mislil, da bo privedlo do krize. Ampak ga takrat niso poslušali in je potem odstopil, potem je pač reševal po 30 letih. Zaradi mene po drugi svetovni vojni pa ta Bretton-Woodski sporazum spet bil močen tega Bretton-Woodskega sporazuma, a se lahko kakšen tak človek pojav, ki bi vso speljal, ker zdaj je očitno ta pot, po kateri gre Evropska unija, je zgrešena. Jaz edino ne razumem, zakaj tega ne razumejo. Zakaj mislim, da bo skrčenje javnega sektorja potem zaživel privatni sektor, da bomo postali konkurenčni
In to so čiste neumnosti. V tistem hipu, ko krčiš javni sektor, se ti še bolj skrči privatni sektor. Ko zmanjšaš materialne izdatke v javnem sektorju, se ti zmanjšamo. Ta delitev na eni in drugi je pa precej umetna. Mi smo se seveda navadili, ker smo prej govorili o gospodarstvu, pa ne gospodarstvu. Danes se v družben produkt šteje vse, od storitve policaja, ki te stavi, do zdravnika, učitelja in tako naprej. Vse to je del družbenega produkta. Vse, kar je plačano, je del družbenega produkta. Kakšna je pa razlika? Ja, v javnem sektorju se plačuje posredno preko davkov, v tem privatnem sektorju se pa plačuje direktno. Ko lahko sicer jaz trdim, lahko rečem, ja, storitve javnega sektorja so predrage, cena teh storitev je visoka. Pa spet vprašanje, s kom se primerjam. Če pogledam funkcionalne izdatke v Sloveniji pa Evropski uniji in rečem, Evropska unija je za mene neko merilo, kamor moram biti, potem bomo gotovi, da imamo pri nas poceni policijo, poceni vojsko in poceni upravo, to se pravi tisto, kar bi rekli negativne javne dejavnosti. Imamo pa nekoliko nadpovprečni delež zdravstva, šolstva, kulture, varstva okolja in pa socialno. Tu smo pa nadpovprečjem Evropske unije. Ampak ne toliko, da bi se bistveno razlikovali. Zdaj pa, kje se je ta javni sektor peli? Dobro, zdaj lahko ga zmanjšamo, pa rečemo, je šolstvo pa zdravstvo, ne gre sta privatni sektor, pa socialna varnost, ne gre privatni sektor. Ja, samo, ako imamo željo živeti v taki družbi, ne vem, jaz nimam, ne, živeti v taki družbi, kjer je pač vse to na privatni lasti. Je pa možno, ker imate takšne družbe, kot prav, že znotraj Evropske unije, imate razlike med 30 pa 60. Ja, mene zanima, kako komentirate, vsi ste akademiki, v zadnje čase je krožilo eno pismo, v katerem se z naslovom Plačilo za molk obtožuje akademska sfera, ki je vse to vedela. Nočem parafrazirati Srečka Kosovega, ne? Ampak vse praktično okoli krize se pozna. Tisti, ki ste bolj osveščeni in izobraženi, poznate metode preničnega kapitalizma. In zdaj ta vzorec se ponavlja. A je možno, da mnenjski voditelji akademske sfere namerno molčijo? Da me osvesti v slovenski javnosti, da se moramo opreti. Dobro, zdaj težko reči, veš, pravzaprav nisem ravno tisti, ki bi zelo biti molčal, da bi se preveč vtikal. Vi ste edini, ki ne revidira stališč zadnjih 20 let. Ja, samo to je tako, ne, če si zelo stabilen v stališču v ekonomiji, potem je čisto gotovo, da čmujem kar prav, ne. Neki samoumevnosti, ciklusti in če si stabilen, boš prav. Sicer odgovor je se ura, ki stoji, ima pa dvakrat na dan prav, ne. Pa zdaj itak peče zvanič. Ne, zdaj je koliko se gleda, ne. Ne vem, no, kak te mene so obtožvali, da sem neki domačijski ekonomist, pa videokratski ekonomist. Res je na nek način podzavesti skeptičen do finančnega sektorja, pa me začne potrebiti, če se je bolj s pomočjo financ. Ampak recimo, da je to zelo konzervativno, ta domačijskost, ne, seveda ugovor je, pa jaz se zdaj smo vsi v Evropi, se Evropa je naša domovina, ne, spet lahko rečete, kaj se gre vse to lokalnega. Dobro, jaz mislim, da Evropa še 100 let ne bo Evropa, ampak bo ostala še zelo dolgo asociacija dežel, ne pa asociacija državljanov. Tako da, ne vem, jaz so to zgodaj, morda bi pa rekel, da premalo vehementno. Sej, da mene tudi tisto zadolževanje, ne, 2005-2008 je naraščalo tako hitro. Če si kaj je rekel, so ti zelo hitr potupkal, da tist pač ne zastopaš delovanja sodobnega gospodarstva. To je pa tiho. Tako da ima veliko vget. Jaz dvomim, da smo zelo veliko vedeli. Da mene že vlamete, koliko se je vedel. Ne? To je tipičen primer je, mi imamo nekih 19 svetovnih inštitucij, ki napovedujejo gospodarske gibanja. Londonski ekonomist pa njihove napovedi objavlja. Do konca leta 2008, praktično tik pred krizo, ali pa se je že kriza začela, so za leto 2009 napovedovali gospodarsko rast. Toliko vemo, se pravi, v resnici ne vemo nič. Mislim, da ima tudi dr. Breznikov, ali repliko na to. To zadnje vprašanje.
se pravičujem. V bistvu je v zadnjih 20 let, mislim, to je moja traumatična tema, v zadnjih 20 let je dejansko vsa sfera namenoma pritiskala vse alternative in levičarske ideje. Če si karkoli izgovoril, delal, si bil označen za radikalnega levičarja. Recimo, ko sem v Ribniku Dela na sestanku predlagala, da bi objavila članek o postičinkih ustanovitve Svetovne trgovinske organizacije in je vrhu ven. Potem sem napisala članek, ki je trajalo mesece, preden se je on odločil, da bo objavil, ker je moral med tem preverjati. Skratka, Svetovna trgovinska organizacija takrat že obstajala 6 let, pa do njega še ni prišlo, kaj je do slovenske javne sfere. Še niso prišle informacije, kaj ta organizacija pravzaprav kakšno poslanstvo je. Če dam en podatek iz neke raziskave, ko smo se ukvarjali s znanstvenimi politikami, je bilo tisto leto, ko smo ga analizirali, je bil največ točk raziskovalni projekt, ki je rekel, da je njegov cilj dokazati, da je kapitalistični sistem eden najboljših sistemov. In v tem ideološki blokadi ali pa preobleki, v katero smo se preoblekali, v bistvu znanstvena sfera in akademijska sfera zelo sodelovala, ker je že Marko povedal. In je neverjetno, kako je učinek te krize v bistvu neko olajšanje, da je ta ovoj, v katerem smo živeli, da je razpadel in da je zaživela svoboda govora. In tudi svoboda, pač ko ostane teoretske pozicije, razmišljanja in tako naprej. Jaz v bistvu sem poskušal o tem govoriti, nisem hotel biti preveč neposreden. Ne? Akademska sfera je v to upletena, oziroma vsaj določen sloj akademske sfere in to je tudi en od razlogov, da nam je nekaterim malo težko protestirati skupaj z ljudmi, ki so pa dejansko tako ali pa drugače izvajalci tovrstne politike. Ne pravim samo zdaj te trenutne politične opcije, ampak tovrstne politike. Jaz si ne bi delo preveč utvar v zvezi z tem delom akademske sfere, ki se seveda pridno udeležuje kriznih koordinacij pri ministru, ki javno sicer veliko manekensko protestira, dejansko pa navznoter izvaja točno te ukrepe, točno to politiko. In mislim tudi, da čeprav se zdi mogoče, da ta trenutek ni oportuno kritizirati samih inštitucij, je najbrž ravno to pravi trenutek, da to naredimo. Kljub vsem tveganjem, ker sicer bomo tudi sami odgovorni za posledice. Težko je v bistvu braniti, meni osebno težko braniti ljudi, ki so bili še do nedavnega pravzaprav neki dosti neopazni sivi akademski birokrati, zdaj so se pa v kratkem času prelevili v male podjetnike in pravzaprav ene vrste policaje. Ampak to ni pravi prostor za to vrstno govorjenje. Se je Rončeviče. Mislim njega. Ali pa še jasno tisto vprašanje, da se mi zdi, mislim, se vsi smrlimo v teh vprašanj, v takem podobnem vprašanju, ko ste ga vi postavili, ampak v bistvu vseh nas tudi. Ja, to je ne nagnjenost, ampak v bistvu dokazana nagnjenost evropskih držav k avtoritetizmu. Ali lahko pomagaš? Avtoritarno. Hvala, ki imam namreč ni mogoče izključiti ljudstva iz odločanja in potrebno bo najti nek nov model, družbeni model, ko ste vi govorili prej o vprašanju reševanja bank, kateri model, da ljudje nimajo pravico odločanja, ker nimajo izobrazbe, da bi lahko, oziroma znanja, da bi lahko odločili, kateri model je najbolj primeren in da pač mora 5 ljudi odločiti o tem, kaj je najboljše za banko in kaj je najboljše za ljudi. In mislim, da absolutno morajo ljudje pridobiti to znanje, da so sposobni in kompetentni sprejemati take vrste odločitev in dokler tega ne bomo dosegli, v bistvu je vse skupaj za manj. No, te bi mu jaz ten kratek odgovor, ali ljudje vedo, ta zakon o slabi banki, zdaj ne vem koliko členov, v
Vse je napisano pravzaprav 11. členu, ki ima 20 odstavkov, pa vsak odstavk ima še točke. In če jaz po pravilu povem, da jaz ne razumem. 3/4 tega člena ne razumem, pa se mi zdi, da znam nekaj ekonomije, ne vem, razumem, mislim, da tudi tisti, ki je napisal, ne razume, zakaj gre. Ampak to je takšen problem te zakonodaje. Se pa seveda strinjam, sej zakaj je problem referenduma. Referendum je samo zato, komu to zdaj zaupa, ali temu ali drugo, neč drugega, ne more reči drugega razstoja. Mislim, da nam je čas žal potekel. Ja, ura je v bistvu 5:01, samo 5:12. Tako da... Pustimo še to vprašanje. Ok, zadnje vprašanje. Kakšno vidite za možno pot Levice v Sloveniji? Ljudno je, kot ste rekli, zatrta. Kje se tukaj da dvigati? To je odvisno od vas. A jo sploh imamo? Hoče se ti začeti. Za študente, recimo, da odgovor že obstaja. Imamo študentsko gibanje in stranko Iskra, tako da recimo, da se da tam začeti. Kar se tiče neke intelektualne veze, priporočam delo s Kopankarsko univerzo. Glede vsega ostalega pa upajmo, da začnemo zares delovati tudi na protestih. Vse bi vas pozval še enkrat jutri po deležbi na protestih na Kongresnem trgu. Začnejo se ob 11. Mislim, da ste danes dobili dovolj razlogov, zakaj se je teh protestov pametno udeležiti. Zahvalil bi se vsem gostom in pa seveda vam v deležbo. In za